Gremo najprej k njenemu predlogu, gre za zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o varstvu kulturne dediščine. Hvala lepa, lep pozdrav. Gre pravzaprav za neko krizno situacijo, ki je nastala s tem, ki se je marca 2008 letos uveljavil, ko začel uveljaviti zakon o varstvu kulturne dediščine in ki zahteva izjemno število podzakonskih in drugih ukrepov, ki pa se niso postojili, preprosto povedano, do konca leta in ki bodo prav zaradi tega neurejenega položaja pripeljali do možne nepravne osnove za delovanje muzejev, pooblaščenih muzejev v bodoče po celi Sloveniji v naslednjem letu s 1. januarjem 2009. Zaradi tega pač prinaša ta dopolnitev zakona možnost podaljšanja, to se pravi, da se celotna, če poenostavim, piramida, ki jo predvideva zakon o varstvu kulturne dediščine, ustvarjanja muzejev po Sloveniji, tako imenovanih pooblaščenih muzejev, ki ste mogoče spremljali to tematiko v začetku letošnjega leta, se spomnite tudi mnogo pripomb na ta rešitve. No in da bo položaj v skladu s pravnimi akti je pač potrebno prelongirati oziroma podaljšati rok uveljavitve določenih členov tega zakona, zelo preprosto in nažalost krizno. Hvala lepa. Vprašanja? Ministrica, prosim. Gospa ministrica, zanima me, je v tem predlogu tudi že kaj govora o koliko bo to vse skupaj vredno oziroma te finance? To gre za pravzaprav zgolj samo ustvarjanje prave zakonske podlage za sofinansiranje strani države in naravno tudi občine določenih muzejev po Sloveniji, ki nimajo tako imenovanega nacionalnega značaja. Gre za uveljavitev oziroma za pridobitev statusa tako imenovanih pooblaščenih muzejev, ki jih prinaša nov zakon in se morajo šele ustanoviti. Za ustanovitev teh muzejev je pač potrebno razpise, imeti krovno inštitucijo in zelo zakomplicirano, najbrž ne bi želeli, da vam v podrobnosti poenostavljam, pripovedujem to situacijo. Ne bo pa nič nobenih drugačnih finančnih izračunov ali posledic. Velja pa omeniti to, da je omenjena rešitev tudi zakona, tudi trenutno v ustavni presoji in občin. Se to mora biti nanaša tudi na fresko v Hrastovljah? Freska v Hrastovljah nima nič znotraj tega vprašanja, ker ni to pooblaščeni in ne bo pooblaščeni muzej, ko bomo, da gre za drugi status. Hvala. Razumem, da je vprašanje.